Vrtovec. Torej, danes bom poskušal predstaviti nekako glavne izzive, s katerimi se tehnologija hlajenja sooča danes in pa naše odgovore na te izzive. Torej, današnje predavanje sem zasnoval nekako v treh sklopih. Na začetku si bomo pogledali nekako osnove hlajenja, kaj sploh hlajenje je. Pogledali si bomo nekako kratko zgodovino hlajenja, od tako imenovane ledene dobe pa do danes, in pa glavne problematike, s katerimi se sooča hlajenje, predvsem problematike uporabe hladilnih sredstev. V drugem delu bomo se osredotočili na alternativne tehnologije hlajenja na osnovi kaloričnih učinkov v tako imenovanih feroičnih materialih. Predstavil bom osnovne koncepte delovanja takšnih kaloričnih hladilnih naprav in pa nekoliko bolj detaljno si bomo pogledali delovanje magnetnega hlajenja oziroma magnetokaloričnega hlajenja, elektrokaloričnega hlajenja in pa elastokaloričnega hlajenja. No, v zadnjem delu pa bom predstavil še nekako glavne rezultate in glavno idejo za ERC projektom, ki trenutno teče na Fakulteti za strojništvo, katerega cilj je narediti nek preboj na področju elastokaloričnega hlajenja. Torej pa, če začnemo čisto na začetku. Dajmo zdaj poskušati najprej definirati, kaj sploh hlajenje je. Neka taka res osnovna splošna definicija hlajenja bi bila, da je hlajenje proces odvajanja toplote. Zdaj tukaj pa lahko ločimo dva primera. V prvem primeru, kjer želimo mi ohladiti telo ali prostor, ki je na višji temperaturi od temperature okolice in ga želimo ohladiti na temperaturo okolice, govorimo pri tem o naravnem ali pasivnem hlajenju, saj je to naraven proces. Toplota se sama od sebe prenaša z telesa z višjo temperaturo proti telesu z nižjo temperaturo. Zdaj, če želimo mi ta proces pospešiti, lahko uvedemo prisilno konvekcijo, kar pomeni recimo, da če je juha vroča, jo bomo pihali, da se bo hitreje ohladila in jo mešali s tem, kar pomeni, da bomo pospešili odvod toplote iz tega telesa oziroma iz prostora na okolico. Poleg tega lahko povečamo površino za prenos toplote, kar je primer recimo radiatorjev ali pa tegale hladilnika elektronske komponente, s tem tudi povečamo odvod toplote na okolico. No, toliko o tem pasivnem hlajenju. Zdaj, bistveno večji izziv pa je primer, kjer mi želimo temperaturo prostora ali telesa ohladiti pod temperaturo okolice. To pa ni zdaj več naraven pojav. V tem primeru torej govorimo o aktivnem hlajenju, kot je primer recimo našega gospodinjskega hladilnika ali pa klimatske naprave. Torej za hlajenje, sploh za odvajanje toplote iz nižjega temperaturnega nivoja in črpanje te toplote na višjo temperaturo, rabimo nek sistem, nek stroj, ki porablja vloženo delo, zato da črpa toploto iz nižje temperature in jo prenaša na višjo temperaturo. In na tem principu, na tem temelji v bistvu hladilni sistem in nekako merilo učinkovitosti takšnega hladilnega sistema je hladilno število ali COP, ki je razmerje med hladilno močjo in vloženim delom, ali pa eksenergijska učinkovitost, ki pa je razmerje med dejanskim, celo tem realnim COP-jem in pa maksimalnim možnim COP-jem in imenovanim tudi Carnojev COP in predstavlja razmerje in je nekako ta Carnojev COP predstavlja nekako najvišji možni COP, ki ga idealiziran toplotni stroj lahko ima pri določeni temperaturni razliki med virom in ponorom toplote. Zdaj, praktično vsi aktivni hladilni sistemi, ki jih poznamo danes, prav vsi gospodinjski hladilniki, vse klimatske naprave temeljijo na parno-kompresijski tehnologiji hlajenja. Pa si na hitrico pogledamo, kako tak parno-kompresijski hladilni sistem deluje. Ima 4 osnovne komponente, kompresor, ekspanzijski ventil in pa 2 zunanja prenosnika toplote, imenovana kondenzator in pa uparjalnik. Torej, kompresor dvigne tlak hladilnemu sredstvu, ta se pri tem segreje in potem teče preko kondenzatorja, kjer odda to toploto v okolico. Pri tem se, kot ime pove, kondenzira, kar pomeni, da se iz plinaste faze pretvori v kapljevito fazo in potem v tretji fazi preko ekspanzijskega ventila se tlak temu hladilnemu sredstvu zniža, temperatura hladilnega sredstva se pri tem torej prav tako zniža in sedaj je v hladnem nivoju se pretaka preko uparjalnika,
kjer lahko absorbira toploto iz okolice, s tem hladi prostor ali živila v gospodinjskem hladilniku, pri tem pa se hladivo upari nazaj iz kapljevite faze v plinasto fazo in s tem se cikel lahko ponovi. Zdaj na tem principu torej delujejo, kot rečeno, vsi gospodinjski hladilniki, vse klimatske naprave in tudi vse toplotne črpalke. Zdaj, treba je poudariti, toplotna črpalka in hladilnik sta v bistvu eno in isto. Razlika je samo to, da hladilnik v bistvu črpa toploto iz hladne notranjosti prostora v okolico, toplotna črpalka pa črpa toploto iz okolice v notranjost prostora, torej pri hladilniku izkoriščamo hladno stran sistema, pri toplotni črpalki pa toplo stran sistema. Tako, to so nekako bile osnove hlajenja. Zdaj pa si pogledamo malo zgodovinsko, kako je ta tehnologija hlajenja se razvijala skozi čas. Zdaj v bistvu ljudje že od nekdaj so vedeli, da hlajenje živil podaljšuje njihovo obstojnost. Kitajci so že 1000 let pred našim štetjem iz rek in jezer nabirali led in ga uporabljali za hlajenje živil. V bistvu so vse civilizacije pred nami nekako shranjevali led v jame in so jih uporabljali ta hlajen prostor kot neke hladilnice za hlajenje živil. Pojavljale so se v 19. stoletju take hladilne škatle, ki so nek predhodnik gospodinjskega hladilnika. In tako je bilo vse nekje do konca 19. stoletja. Zdaj, razvoj parno-kompresijske tehnologije hlajenja začetki segajo že v leto 1725, ko je škotski zdravnik William Cullen kot prvi spoznal, da ima uparjanje tekočin hladilni učinek. Na osnovi tega je tudi naredil neko tako preprosto napravo za delanje ledu. No, šele 80 let kasneje pa je Oliver Evans, to je bil ameriški znanstvenik, nekako razvil idejno, konceptualno je razvil parno-kompresijski hladilni sistem, ki je zelo podoben v bistvu temu, kot ga poznamo še danes. 30 let zatem pa je Jacob Perkins, ki je bil Evansov študent in danes velja tudi kot oče hladilnika, tudi izdelal prvi prototip parno-kompresijskega hladilnega sistema in v bistvu zelo podoben princip še danes uporabljamo v klimatskih napravah in v gospodinjskih hladilnikih in še marsikje drugje. No, leta 1870 pa se je pojavil prvi komercialni hladilni sistem in sicer v pivnici v Brooklynu za izdelavo piva. Temu so hitro sledili tudi ostali pivovarji po Ameriki in pa tudi mesarji. Zdaj, ljudje so potem hitro prišli do ideje tudi, da bi lahko ta princip hlajenja uporabljali tudi za hlajenje prostorov. Leta 1902 je William Carrier zasnoval prvo klimatsko napravo in 20 let zatem je bila ta klimatska naprava tudi inštalirana v mestnem gledališču v Los Angelesu. No, pravi nekak preboj hlajenja pa se je zgodil leta 1927, ko je General Electric na trg plasiral prvi gospodinjski hladilnik, ki je izgledal takole. Prosim? Lepo, ne? Ja. Zdaj, prodali so, to je bil pravi hit, no, prodali so več kot 1 milijon takih hladilnikov. Zdaj, uganjate, koliko je stal? Takratnih $520, kar bi danes bilo $7,000. To je bila prava investicija za družino, ne? Ampak ja, zdaj se vračamo v tiste čase z tega vidika. Skratka, bil pravi hit, je pa kot kladivo vseboval žveplov dioksid in metil, ki sta strupena in uporaba v bistvu hladilnih sistemov v tistem času je bila nevarna. Boljših hladilnih sredstev ni bilo. Zdaj, prava revolucija na področju hlajenja pa se je zgodila 1930, ko je ameriški znanstvenik Thomas Midgley odkril freon kot hladilno sredstvo, ki je omogočil varno in hkrati tudi učinkovito uporabo hladilnih sistemov. No in takrat naprej je šel razvoj hladilništva naprej, danes pa nas hladilniki in klimatske naprave jih vidimo v vsakem koraku. Marsikje vidimo take prizore, skratka, brez klimatske naprave danes več kot pol sveta ne zna več živeti. No, poleg gospodinjskih hladilnikov in klimatskih naprav pa se hlajenje pojavlja tudi seveda drugje kot hladilne vitrine v veleblagovnicah, pa v
predelovalnih obratih, industrijskih predelovalnih obratih, pa v klimatske naprave v avtomobilu, pa tovornjaki s hladilnimi ponjavami, hlajenje zdravil, več kot 90% vseh zdravil mora biti ohlajeno na ustrezno temperaturo, pa zamrzovalne skrinje in tako naprej. Skratka, danes energija potrebna za hlajenje raste eksponentno. To je predvsem zaradi razvoja držav v razvoju in pa zaradi globalnega segrevanja ozračja. Že danes razvite države rabijo več kot 20% vse elektrike samo za pogon hladilnih sistemov. Zanimiv je recimo podatek, da je še leta 1995 samo 7% kitajskih gospodinjstv imelo gospodinjski hladilnik, danes ga ima vsako. Danes ima kar 90% vseh ameriških gospodinjstv klimatsko napravo in zato rabijo več elektrike, kot je poraba vse elektrike v celotni Afriki. Do leta 2030 bo več kot polovica prebivalstva živelo v področjih s povečano nevarnostjo vročinskih udarov. Na ta račun se ocenjuje, da bo do leta 2050 se energija potrebna za hlajenje povečala za 3-krat in bodo zaradi tega mogli nekako inštalirati 3,3 milijarde klimatskih naprav. In s takim trendom, torej povečevanja energije za hlajenje, bo energija za hlajenje že nekje do sredine stoletja dosegla energijo potrebno za ogrevanje in do konca stoletja bo presegla za več kot 60%. In s tem bo hlajenje postalo v bistvu največji potrošnik električne energije na svetu. Ampak večanje rabe energije za hlajenje ni nujno slabo. Zdaj, če bi več držav razvoja imelo dostop do hladilnih sistemov in pa do tovornjakov s hladilnimi ponjavami, bi lahko prišparali kar polovico od 1,3 milijarde ton hrane, ki jo svet letno zavrže, s tem bi lahko nahranili milijardo ljudi več. Po mojem mnenju se problem skriva nekje drugje. Zdaj, dejstvo je, da hladilni sistemi, ki jih poznamo danes, v bistvu temeljijo na tehnologiji, ki je stara, kot smo videli, že 200 let. Seveda so se z leti, so se hladilni sistemi izboljševali, so postajali kompaktnejši, učinkovitejši, tudi okolju prijaznejši, ampak nekako v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih so izboljšave takšnega parno-kompresijskega sistema dosegle neke vrste limitov. Celo nekih drastičnih izboljšav ni več možno pričakovati. In kljub v bistvu 200-letnemu razvoju ima ta hladilni sistem še vedno dve ključni slabosti. Prva je učinkovitost, torej na enoto hladu, ki jo prečrpa, porabi preveč električne energije. Nekako povprečna klimatska naprava ima eksenergijsko učinkovitost okoli 20%. V realnosti marsikje še veliko manj. Druga slabost so pa hladilna sredstva, ki jih ta hladilni sistemi uporabljajo. Pa se zdaj poglejmo nekako, kako so se ta hladilna sredstva spreminjala skozi čas in kaj je bil glavni razlog za spremembe. Zdaj, kot sem omenil, nekako v začetnih letih uporabe hladilnih sistemov so se uporabljala naravna hladiva. Uporabljalo se je karkoli pač delovalo, pri tem so bila ta hladilna sredstva ali eksplozivna ali strupena, skratka uporaba hladilnih sistemov do leta 1930 je bila nevarna za ljudi. Preboj se je zgodil leta 1930, ko je Thomas Midgley odkril difluorometan, imenovan tudi freon, ki sodi v skupino klorofluorokarbonov in je bilo to nestrupeno in neunetljivo hladilno sredstvo, ki omogoča učinkovito in varno uporabo v hladilnih sistemih, in to je ta gospod, ki je na predstavitvi to hladivo dejansko zaužil in je s tem dokazal, da je varno za uporabo. S tem pa je izrekel en zelo slaven citat, se pravi, the refrigeration industry needs a new refrigerant if they expect to get anywhere. In to je že 100 let nazaj bilo pomembno in danes se vračamo v čas, ko je to spet zelo pomembno. Torej, klorofluorokarboni in njihova različica hidroklorofluorokarboni so predstavljali drugo generacijo hladilnih sredstev in so bili široko uporabljeni v vseh hladilnih sistemih v praktično večino prejšnjega stoletja. So pa ljudje ugotovili, oziroma prišli do spoznanja, da ko mi hladilni sistem zavržemo, te klorofluorokarboni izpuhtijo v zrak in to je povzročil učinek ozonske luknje. In to je bilo velik pereč problem, če se spomnite pred leti. Vse povsod se je govorilo o ozonski luknji in na osnovi tega so države podpisale Montrealski protokol leta 1987, ki je preprečeval uporabo
klorofluorokarbonov v hladilnih sistemih. Tako da, in to je bil v bistvu en najuspešnejših mednarodnih sporazumov, kadarkoli podpisanih. Podpisalo ga je kar 197 držav in dejansko zdaj poročajo o tem, da se je ozonska luknja zacelila, odkar ne uporabljamo več teh hladilnih sredstev. Torej, to je lep primer tega, da če se kot skupnost svet odloči za nekaj, dejansko lahko naredimo spremembe. Zdaj, en od glavnih razlogov, zakaj je bil ta Montrealski protokol tako uspešen, je ta, da je v tistem času alternativno hladilno sredstvo v bistvu že obstajalo, ne. In se ga je bilo relativno enostavno implementirati in to so bili hidrofluorokarboni, ki nimajo več, ne povzročajo več ozonske luknje, so pa seveda ugotovili nov problem teh hladilnih sredstev, ne, in sicer večina njih ima izjemno velik učinek tople grede, tudi do 10.000-krat več od CO2-ja ponovno, ko mi hladilno sredstvo zavržemo in ta hladilna sredstva izpuhtijo v okolico. Zdaj, en primer lepo kaže, kakšen je v bistvu vpliv hladilnih sredstev na učinek tople grede, ne. Samo 1 kilogram zelo popularnega hladilnega sredstva 404A, ki ima učinek tople grede 4000, se pravi GBP potential 4000, naredi tak učinek tople grede, kot če bi se mi 28 km peljali z avtom srednjega dosega, ne. Skratka, vpliv hladilnih sredstev na učinek tople grede je izjemno velik, ne, pa se tega pogosto v bistvu niti ne zavedamo. No, in zaradi tega so leta 2016 podpisali sporazum v Kigaliju, to je glavno mesto Ruande, ki pa žal ni bil toliko uspešen, ne, zato ker ni ga podpisalo toliko držav še, no, zdaj pred kratkim ga je sicer podpisala Amerika, kar je velik korak naprej, in v njem se države zavezujejo, da bodo do leta 2045 prenehali uporabljati hidrofluorokarbone z učinkom tople grede več kot 10. Skratka, vračamo se nazaj na četrta generacija hladilnih sredstev, je v bistvu enaka prvi generaciji hladilnih sredstev, vračamo se na začetek, uporabljali bomo lahko samo naravna hladilna sredstva. Zdaj, ta graf lepo prikazuje nekako večino hladilnih sredstev, ki jih poznamo danes, ne, in primerja učinkovitost hladilnega sredstva z GBP potentialom določenega hladilnega sredstva. In glede na Kigali sporazum, ne, bomo lahko uporabljali samo hladiva, ki so na levi strani te črte. Vsa ta hladilna sredstva bodo prepovedana po letu 2045, torej kot vidite, nam ostanejo naravna hladiva, kot so izobutan, amonijak, propan, to so vsa vnetljiva hladilna sredstva ali pa vsaj rahlo vnetljiva hladilna sredstva. Zdaj, izobutan se že uporablja danes v določenih primerih, ne, dovoljen je uporabi v manjših sistemih, do 100 gramov mase je lahko uporabno, kar je več, je nevarno za eksplozije, če pride v stik z zrakom, in pa CO2 kot hladilno sredstvo. Zdaj CO2 mogoče ima negativen prizvok, ne, ampak treba vedeti, da je CO2 zaprt v zaprtem tokokrogu in ne puhti v zrak vsakodnevno. Je pa žal CO2 zelo neučinkovit, posebej pri visokih temperaturah, ne. Skratka, problem hladilnih sistemov še ni rešen, daleč od tega, potreba bo veliko nadaljnjega razvoja, da dobimo nek idealen hladilno sredstvo, ne. Zdaj, mi pa si vsi želimo, da bomo nekako prešli ta parno-kompresijski hladilni sistem in začeli uporabljati nekako boljše, okolju prijaznejše in učinkovitejše tehnologije. Zdaj, kot smo videli, torej, ne, hladilni sistem nekako dvojno škoduje okolju. Prvo kot prvo so relativno neučinkoviti in za pogon porabljajo preveč elektrike, ki se žal še vedno generira z kurjenjem premoga in pa nafte, poleg tega pa imajo zelo velik učinek tople grede tudi hladilna sredstva v teh sistemih. Torej, prišli smo v nek paradoks, ne, bolj ko se hladimo, ne, bolj s tem vplivamo na učinek tople grede in večje so potrebe po hlajenju. Torej, verjamem, da je v bistvu, da bo še posebej glede na trend večanje rabe energije potrebne za hlajenje, je v bistvu lahko to vodi v prav malo katastrofo, no, in je razvoj učinkovite in alternativne tehnologije hlajenja ena glavnih nalog nas znanstvenikov in skratka moderne družbe nasploh. Zdaj, seveda z leti so se razvijale določene alternativne tehnologije hlajenja, ne, kot je recimo termoelektrično hlajenje ali Peltierov element, ki se lahko uporablja, ki je lahko res miniaturen, uporablja se za hlajenje elektronskih komponent recimo ali pa neke hladilne torbe, mogoče ga
vključujejo noter že, pa sorpcijsko hlajenje, ki deluje ki jo poganja v bistvu odpadna toplota. To je za večji sistem, v Sloveniji imamo dva taka sistema, sicer v Stožicah in pa v toplovodu občini Velenje, pa potem Sterlingovo hlajenje, pa Vortexova cev, ki delujeta na spreminjanju tlaka, zraka in s tem zagotavljata hladilni učinek. Skratka, vse te tehnologije imajo določene prednosti napram parno-kompresijski tehnologiji hlajenja, ampak žal imajo predvsem slabosti. Skratka, niso se uveljavile so v določenih niščih aplikacijah, ampak niso se uveljavile kot resna alternativa parno-kompresijskih tehnologij hlajenja za res široko uporabo v našem vsakdanjem življenju. Zdaj, po mnenju številnih raziskovalcev in znanstvenikov pa kalorično hlajenje z uporabo feroičnih materialov nekako kaže največji potencial kot alternativna tehnologija prihodnosti. Zdaj, pred leti ameriško ministrstvo za energijo nekako pregledalo vse, recimo temu, ali pa večino do sedaj poznanih alternativnih tehnologij, ki ne temeljijo na parno-kompresijski tehnologiji hlajenja in je nekako določilo, da je termoelastično hlajenje, oni ga imenujejo termoelastično, mi ga bomo imenovali elastokalorično hlajenje, ima največji potencial za prihodnost, magnetokalorično pa ima četrti največji potencial za prihodnost. Zdaj, te lestvice so zelo relativne, ampak kaže pa na to, da je te tehnologije potrebno resno vzeti in jih razvijati naprej in nekako verjamemo, da v prihodnosti bodo lahko vstopile na trg. No, pa si zdaj pogledamo, kaj so osnove takšnega kaloričnega učinka. Najprej probamo definirati, kaj so to feroični materiali. To je splošno ime za materiale, ki izkazujejo feromagnetne, feroelektrične in pa feroelastične učinke oziroma lastnosti. In kaj so zdaj te feroične lastnosti? Prva taka feroična lastnost je, da imajo te materiali pri tako imenovani Curievi temperaturi ali transformacijski temperaturi spontano magnetizacijo, polarizacijo ali pa deformacijo. Skratka, ko mi material segrevamo in ohlajamo preko te temperature, bo material spremenil svoje lastnosti. Druga lastnost pa je, da že ob relativno majhni spremembi zunanjega polja ali magnetnega polja ali električnega polja ali zunanje sile, v teh materialih pride do velike nelinearne spremembe magnetizacije, polarizacije ali pa deformacije. Zdaj, to je nekoliko posplošeno, no? Profesor Valant bi znal o tem mogoče povedati bolj detaljne stvari, jaz sem to nekako posplošil na nek inženirski način. In zdaj ozadje vseh teh feroičnih lastnosti pa je trdinska fazna transformacija v materialu. Zdaj, te kalorični efekti so lahko tudi odraz mogoče nekih drugih sprememb v materialu, ampak če nekoliko posplošimo, bomo rekli, da je pač v večini primerov razlog trdinska faza transformacija. Torej, material v primeru feromagnetnih materialov, material pride iz feromagnetne v paramagnetno fazo, v primeru feroelektričnih materialov iz feroelektrične v paraelektrično fazo in pa v primeru feroelastičnih materialov iz avstenitne v martezitno fazo. Zdaj, te feroične lastnosti so zelo unikatne in materiali s temi lastnostmi se že danes uporabljajo v številnih aplikacijah v tehniki in pa v medicini. Zdaj, kar pa je za nas zelo pomembno, pa je to, da so te fazne transformacije endoterme in pa eksoterme. Ker pomeni, da ko mi material obremenimo z zunanjim poljem ali polje umaknemo, se pri tem sprošča toplota. In zato tudi ime kalorični učinek in zato bomo mi te materiale imenovali magnetokalorični materiali, elektrokalorični materiali in pa elastokalorični materiali. Torej, zdaj pogledamo, kaj je osnova kaloričnega učinka. Ko mi ustrezen material, je to elektrokaloričen, magnetokaloričen pa elastokaloričen, izpostavimo zunanjemu polju, ali magnetnemu polju, električnemu polju ali zunanji sili, v materialu pride do transformacije, recimo v primeru magnetokaloričnega materiala se bodo magnetni momenti uredili v skladu z zunanjim magnetnim poljem. Ker je zdaj sistem z vidika entropije bolj urejen, se entropija materiala zniža, v adiabatnem primeru pa se temperatura materiala poviša. Ko material odstranimo, pride do povratne transformacije, magnetni momenti se spet uredijo vsako svojo smer, entropija se poviša in temperatura materiala se zniža. Zdaj, merilo tega kaloričnega učinka je izotermna sprememba entropije, izračunana po tej enačbi,
ali pa adiabata sprememba temperature začujeme po tej enačbi. To so splošne enačbe, ki v bistvu veljajo za vse tri kalorične učinke. Pomembno je samo to, da je enkrat kot zunanje polje magnetno polje ali električno polje ali zunanja sila oziroma mehanska napetost. Pri tem pa se spremeni notranja spremenljivka materialov, kot so to ali to magnetizacija, polarizacija ali pa deformacija v materialu. Zdaj, takšen kalorični učinek je mogoče najlepše demonstrirati v primeru elastokaloričnega materiala, ker ga res lahko enostavno posnamemo recimo s termokamero. Zdaj, če mi material obremenjujemo počasi, blizu izotermnih pogojev, bomo videli, da se v bistvu ne bo prav zelo segrel med obremenjevanjem, ker bo ta toplota, latentna toplota bo med obremenjevanjem šla v okolico, vidimo pa take eksplozije nekako, ki so povezane z to avstenitno-martezitno transformacijo. Če to naredimo zelo hitro, blizu adiabatnih pogojev, pa se material segreje in sicer v tem primeru za skoraj 20 stopinj Celzija. Ko pa material razbremenimo, se zgodi povratni učinek, to pomeni, če ga razbremenimo počasi, bomo videli take spet kot neke eksplozije hladu znotraj materiala, ki so blizu izotermnih pogojev, skratka, temperatura se prav zelo ni spremenila. Če pa to naredimo zelo hitro, se bo pa material ohladil pod začetno temperaturo za skoraj 20 stopinj spet. In takšne kalorične učinke lahko zdaj mi izkoriščamo za hlajenje ali pa za ogrevanje. Pa si zdaj pogledamo, kako bi en tak preprosta kalorična naprava recimo izgledala. Zamislimo si nek kalorični material, ki ga obremenimo ali z magnetnim poljem, ali z električnim poljem, ali z zunanjo silo in če to naredimo adiabatno, se material segreje. Potem v drugi fazi odvedemo toploto z materiala na okolico, v primeru recimo kontaktnega prenosa toplote, material se bo ohladil nazaj na začetno temperaturo, v tretji fazi zunanje polje umaknemo, material se ohladi pod začetno temperaturo in zdaj ta hladen material je sposoben absorbirati toploto iz okolice. To je primer enostavne enostopenjske hladilne naprave. Zdaj žal se take naprave v praksi ne morejo uporabljati, ker ima večina teh kaloričnih materialov pri nekih zunanjih poljih, ki so dostopni ali s permanentnimi magneti ali z električnimi polji, ima žal prenizko adiabatno spremembo temperature, da bi pokril cel temperaturni razpon, ki se zahteva v praktičnih aplikacijah, torej v primeru gospodinjskega hladilnika in klimatske naprave rabimo okoli 30 stopinj temperaturnega razpona. Žal so takšni adiabatne spremembe temperature pri teh kaloričnih efektih prenizke, da bi jih direktno aplicirali v tako enostavno napravo. Zato so pred leti raziskovalci na področju magnetnega hlajenja prišli na idejo tako imenovanega aktivnega kaloričnega regeneratorja. Ideja je, da uporabimo ta kalorični material v porozni strukturi, v smislu makroskopsko porozni strukturi, ali v obliki ravnih ploščic, ali v obliki nasutih kroglic ali kakšnih drugih geometrij, preko katerih se lahko črpa fluid za prenos toplote, lahko kar voda. No in zdaj tukaj je schematski prikaz, kako ta elastokalorični, oziroma kako ta kalorični regenerator izgleda in deluje. Tukaj je ta porozna struktura iz kaloričnega materiala, poleg tega imamo še dva zunanja prenosnika toplote, imamo topel prenosnik toplote in hladne prenosnik toplote, podobno kot sta uparjalnik pa kondenzator v klasičnem sistemu, s tem, da tukaj ne pride do uparjanja in kondenzacije, in pa neka črpalka ali pa bad za črpanje fluida. In zdaj, kaj je glavna prednost takšnega koncepta, je to, da če imamo ustrezno obratovalne pogoje, se bo lahko vzdolž takšnega regeneratorja vzpostavil temperaturni profil, ki je lahko nekajkrat večji od adiabatnih sprememb temperatur v materialu. Pri tem bo zdaj vsak delček tega kaloričnega materiala opravil termodinamični cikel pri rahlo različni temperaturi in na ta način bomo lahko mi črpali toploto na bistveno nižji temperaturi od temperature okolice. Pa si pogledamo, kako bi to delovalo. Najprej material obremenimo z zunanjim poljem in vsak delček materiala vzdolž regeneratorja se bo segrel, potem prečrpamo fluid preko tega materiala proti toplemu prenosniku toplote, zaradi prenosa toplote se fluid segreje in je sedaj sposoben in sedaj lahko odda to toploto v okolico. Pri tem pa fluid za prenos toplote prenaša toploto med posameznimi delčki kaloričnega materiala vzdolž generatorja in kar omogoča vzpostavljanje tega temperaturnega profila.
potem polje umaknemo in sedaj ponovno prečrpamo toploto v protitočno proti hladnemu prenosniku toplote. Zaradi prenosa toplote se fluid ohladi in je sedaj sposoben v hladnem prenosniku toplote črpati toploto. In tukaj vidimo, da lahko mi v bistvu zdaj absorbiramo toploto iz okolice pri bistveno nižji temperaturi kot v primeru enostopenjskega hladilnega sistema. Zdaj, tukaj sem nekako, in to zdaj tak sistem omogoča povečanje temperaturnega razpona naprave. Zdaj, tukaj sem pripravil eno animacijo na osnovi numeričnega modela, ki bo lepo prikazal, kako v bistvu takšen kalorični regulator deluje. Tukaj simuliramo eno ploščico elektrokaloričnega materiala in en kanal za črpanje fluida. Na začetku je vse na sobni temperaturi in zdaj bomo spet ponovili te 4 obratovalne korake. To pomeni, najprej se zaradi elektrokaloričnega učinka ploščica segreje, v drugem koraku pa črpamo fluid v eno smer in zaradi prenosa toplote se tudi fluid nekoliko segreje. Potem tretja faza je depolarizacija materiala, material se ohladi in sedaj prečrpamo vodo v protitočno smer proti hladnemu toku. In zdaj, če mi te 4 obratovalne korake ponavljamo, se začne vzpostavljati temperaturni razpon med toplo in hladno stranjo sistema. In v nekem temu periodično stacionarnem stanju lahko zdaj spet pokažemo te 4 osnovne korake, torej material se polarizira, se zaradi elektrokaloričnega učinka segreje, prečrpamo preko regeneratorja fluid za prenos toplote, pri čemer zdaj ta topofluid lahko absorbira, nekako prenese toploto v okolico, material potem razbremenimo in črpamo fluid v protitok. Tako, zdaj pa si dajmo pogledati mogoče vsako od teh 3 tehnologij nekoliko bolj podrobno. No, zdaj, magnetokalorični učinek je bil leta 1917 odkrit v Niklu, odkrila sta ga Weiss in Picard in prvi magnetni hladilnik pa je bil razvit že leta 1976, razvila ga je NASA, danes pa je na svetu že približno več kot 80 različnih prototipov magnetnih hladilnikov, pri tem pa so tipični magnetokalorični materiali precej eksotični, no, to so gadolini, silicij, germanij in pa zlitna lantana, železa in silicija. Nekako prvi magnetni hladilniki so bili zelo, bi rekel temu, nekako laboratorijske naprave, no. Magnetno polje so ustvarjali superprevodni magneti. V kasnejših letih pa so te prototipi začeli dobivati bolj nekako predindustrijsko obliko, bi rekel, ne. Magnetno polje se ustvarja danes s permanentnimi magneti, s trajnimi magneti. Začetni prototipi so bili linearni, pomeni, da je bilo linearno gibanje med magnetokaloričnim materialom in pa vero magnetnega polja. V kasnejših letih pa so to postajali rotirajoči prototipi, skratka rotiralo magnetno polje ali so rotirali magnetokalorični materiali. Zdaj, tukaj je en primer prototipa, ki je bil razvit na Danski tehnični univerzi. Temelji na, to je struktura iz permanentnih magnetov, ki generira 4 območja z visokim magnetnim poljem in pa 4 območja z nizkim magnetnim poljem, preko te zračne reže rotirajo takšni aktivni magnetokalorični regeneratorji v obliki nasutega prahu. Sprav, ko ta magnetokalorični regenerator pride v območje visokega polja, se segreje in voda steče v eno smer, ko pride v območje nizkega polja, se ohladi in voda steče v drugo smer. Zdaj, tukaj je prikaz, kako takšen sistem deluje, posnet s termografsko kamero in boste videli, da se začne po nekaj obratovalnih ciklih, tukaj začne stekati topla voda, tukaj pa hladna voda. Takšen prototip je na primer dosegel največji temperaturni razpon 25 kelvinov, ustvaril pa je 100 vatov hladilne moči pri 20 kelvinov temperaturnega razpona, kar bi bilo recimo že dovolj za nek gospodinjski hladilnik. Tako, zdaj, glede elektrokaloričnega hlajenja, elektrokalorični učinek sta leta 1930 v Rošelovi soli odkrila Kobenko in Kurčatov. Zdaj, razvoj elektrokaloričnega hlajenja in pa elastokaloričnega hlajenja nekaj let zaostaja za razvojem magnetnega hlajenja. Do danes je bilo razvitih približno 15 prototipov različnih elektrokaloričnih naprav, ki delujejo na različnih principih.
Pri tem so tipični elektrokovnični materiali keramiki in pa polimeri. Med keramike mi sodi recimo svinčev, cirkonijev, titanat ali pa zlitje na osnovi svinca, mangana in niobija. Tipični elektrokovnični polimer pa je ferroelektrični kopolimer. Zdaj tukaj je en primer zanimive naprave, no, recimo, ki so jo razvili na univerzi v Kaliforniji. Gre za enostopenjsko napravo. Tukaj noter v sredini imamo elektrokovnični polimer, ki je nekako oblečen v material, ki omogoča elektrostatično aktuacijo. In zdaj, ko elektrokovnični material izpostavimo zunanjemu električnemu polju, se bo segrel, sočasno ga bo pa aktuator potisnil proti zgornji ploščici, pri čemer bo toploto oddal na zgornjo ploščico. V drugi fazi se bo pa material razelektril, se bo s tem ohladil in elektrostatični aktuator ga bo potisnil proti spodnji ploščici, iz katere bo zdaj lahko absorbiral toploto in jo s tem hladil. To so demonstrirali nekako da so demonstrirali hlajenje baterije telefona in tle je lepo prikazano, kako lahko takšen sistem nekako omogoča hitrejše hlajenje baterije napram naravni konvekciji. Zdaj to je res nekako, prednost nekako tega so res miniaturne zadeve, skratka te elektrokalorični materiali in celotni elektrokalorični sistemi lahko zelo majhen, miniaturen, bistveno manjši kot recimo magnetni hladilniki ali pa elastokalorični hladilniki. No, tukaj pa si poglejmo zdaj še, kako deluje takšen elastokalorični sistem. Zdaj elastokalorični učinek je že v začetku 19. stoletja v naravni gumi odkril John Guth. Danes pa je bilo razvitih tudi okoli 15 prototipov elastokaloričnih hladilnikov. Pri tem so tipični elastokalorični materiali iz litine, nikla in titana ali pa bakra, cinka in aluminija. To gre za material z oblikovnim spominom. In pa tudi polimeri, kot recimo naravna guma. Zdaj tukaj pa bom prikazal prototip, ki smo ga razvili na Danski tehnični univerzi. Temelji na ploščicah z litine, nikla in titana, ki smo jih nekako privarili skupaj v neko porozno strukturo, preko katere se lahko črpa fluid za prenos toplote. In to smo potem vpeli na aktuator, ki je omogočal obremenjevanje in razbremenjevanje. In tukaj lahko vidimo, da kako se že po nekaj ciklih vzpostavi temperaturni razpon med toplo in hladno stranjo sistema. Skratka, ko material obremenimo, se segreje, prečrpamo vodo proti topli strani, ko ga razbremenimo, se ohladi in prečrpamo vodo proti hladni strani. Dosegli smo okoli 20 stopinj temperaturnega razpona in pa 800 vatov hladilne moči na kilogram elastokaloričnega materiala pri 15 stopinjah temperaturnega razpona. Tako, zdaj nekako smo si na hitro spoznali osnove tega kaloričnega hlajenja, nismo pa nič povedali še o prednostih, ki taki sistemi imajo napram parno-kompresijski tehnologiji hlajenja. Na začetku smo omenili, da ima parno-kompresijski sistem dve ključni slabosti, ne. In obe ti ključni slabosti bi v bistvu mi lahko izničili oziroma zboljšali z uporabo takšnih kaloričnih sistemov. Zdaj prva stvar so hladilna sredstva, ne. V parno-kompresijskih sistemih so zelo problematična, kot sem povedal. Zdaj v kaloričnih sistemih pa se uporablja kot hladilno sredstvo trdnina, ne. Ali je zlitina, ali je keramika, ali je polimer. Skratka, ta trdnina ne more uhajati iz sistema in škodovati okolju. V osnovi lahko to trdnino po uporabi tudi recikliramo in uporabimo v drugem sistemu v prihodnosti. Druga potencialna prednost je učinkovitost, ne. Zdaj, nekateri kalorični materiali so popolnoma, ali pa učinki so popolnoma reverzibilni. Pomeni, da lahko ga obremenimo in razbremenimo z zunanjim poljem brez nekih notranjih izgub, kar lahko vodi v zelo visoke učinkovitosti hladilnih sistemov. Nadejamo se eksenergijske učinkovitosti preko 50% z uporabo materialov, ki nimajo histereznih izgub. Zdaj zadnji prototipi dejansko že, predvsem magnetnih hladilnikov, izkazujejo zelo visoke učinkovitosti. Zdaj prototip na Danski tehnični univerzi, ki je bil razvit pred leti, izkazuje že 45% eksenergijsko učinkovitost, kar pomeni, da so že bolj učinkoviti od parno-kompresijskih hladilnih naprav. Zdaj tretja prednost pa je v bistvu to, da lahko delujejo tiho, brez vibracij, kar je za določene aplikacije izjemno pomembno. Kompresor, kot veste, spušča zvok med delovanjem in pri nekaterih aplikacijah
je to zelo, zelo moteče. Tako, zdaj, če imam še par minut, a sem že predolg, bi še par besed namenil o ERC projektu, ki ga razvijamo na Fakulteti za strojništvo. Zdaj, glavna ideja, pa glavna motivacija za ERC projekt je bilo delo, ki sem ga pokazal tukaj. Skratka, na Danski tehnični univerzi smo razvili prvi prototip elastokalorične regenerativne naprave, ki je v bistvu pokazal zelo dobre rezultate. Že prvi prototip je iz vidika temperaturnega razpona in pa specifičnih moči dosegel v bistvu rezultate najboljših magnetnih hladilnikov v tistem času. Sočasno smo pa nekako pokazali dva izziva za prihodnost. Sistem je zelo dobro deloval, ampak samo 6000 ciklov, potem je počel zaradi utrujanja. Zdaj, sočasno pa mi tudi dokazali, da lahko s tlačnim obranjevanjem, do zdaj smo vedno material obranjevali na tezno. S tlačnim obranjevanjem pa se življenjska doba lahko bistveno poveča, zato ker vse poškodbe v materialu, vsi vključki bodo med teznim obranjevanjem zgolj rastli in to bo povzročilo poškodbo materiala. Med tlačnim obranjevanjem pa se te vključki pa razpoke zapirajo, kar lahko bistveno podaljša življenjsko dobo. Torej, oboje, na tezno in tlačno obranjevanje imata za elastokalorično hlajenje neke prednosti in slabosti. Glavna prednost na teznega obranjevanja je, da lahko uporabimo poljubno tanke ploščice, poljubno tanke žice, ki omogočajo hiter in učinkovit prenos toplote. Glavna slabost je, kot že omenjena, omejena življenjska doba. Po drugi strani pa je glavna prednost tlačnega obranjevanja ravno izboljšana življenjska doba, zmanjšano utrujanje materiala, ampak problem je, da mi tankih žic, tankih ploščic ne moramo tlačno obremeniti brez problema uklona. In prav glavni nekak cilj tega ERC projekta je razviti optimalne strukture, ki bodo lahko obremenjene s tlačnim obremenjevanjem in sočasno zagotavljale hiter in učinkovit prenos toplote. Zdaj, drugi cilj pa je razviti pogonski sistem, ki bo omogočal regeneracijo energije med razbremenjevanjem. Mi, ko material obremenimo, vložimo noter delo, ko pa ga razbremenimo, se to delo sprosti. In mi bi želeli to delo koristno uporabiti recimo za pogon sosednjega elastokaloričnega regeneratorja in podobno. Skratka, projekt je zasnovan na 5 delovnih sklopih. V prvem delovnem sklopu nekako študiramo materialne lastnosti, preoblikovanje elastokaloričnih materialov, v drugem delovnem sklopu študiramo prenos toplote preko teh struktur, v tretjem študiramo uklonsko stabilnost elastokaloričnih materialov in v četrtem študiramo utrujanje elastokaloričnih materialov pri milijon in več obremenitvah. Ocenjuje se, da bo en tak elastokalorični hladilnik mogel zdržati preko 10 milijonov obremenitvenih ciklov v neki življenjski dobi, recimo 10-letni. V petem delovnem sklopu potem razvijamo pogonski sistem, ki bo omogočil učinkovito obremenjevanje in razbremenjevanje regeneratorjev in potem bomo nekako oba ta optimalni elastokalorični regenerator in najboljši pogonski sistem v zadnjem delovnem sklopu združili v nek predindustrijski prototip. Tako da bi zdaj pokazal samo dva detajla te študije. Tle smo zdaj pred kratkim naredili tak fazni diagram uklonskih oblik elastokaloričnih cevi in zanimivo, nekako smo definirali 3 območja z različnimi uklonskimi oblikami. Zdaj, če je cev dovolj debela, če je razmerje med premerom in debelino manjše od 15 in hkrati cev ni predolga, je cev lahko, rečemo temu, funkcionalno stabilna. Tle smo v bistvu prišli do nekaj zelo zanimivega fenomena, ki se mu reče uklon-antiuklon. Med obremenjevanjem se cevka začne uklanjati, ampak zaradi nekih znotrajnih nesimetrij se potem proti koncu obremenjevanja sama nazaj poravna. In ko material razbremenimo, pride do podobnega efekta. Zdaj, to je za nas funkcionalno stabilno, taka cevka je preživela milijon obremenitvenih ciklov in se z njo ni nič drastičnega zgodilo. Tako da, se pravi, definirali smo območja, kjer je cev lahko stabilna. Zdaj, če je cev predolga, potem pride do globalnega uklona, skratka, cev se globalno na sredini ukloni. Če pa je cev pretanka, se pravi, če je razmerje med premerom in debelino cevi večje od 15, pride pa do lokalnega uklona,
ki izgleda nekako takole, ne, cevka se v bistvu sama v sebe zmečka. Tako da zdaj na osnovi te analize in številnih drugih analiz prenosa toplote in utrujanja smo nekako razvili, zdaj boste videli, kaj do tega pride, to imenujemo lokalni uklon. Na osnovi teh analiz smo nekako razvili tlačno obremenjenje elastokalorični regenerator na osnovi cevk. Delovanje je zelo podobno kot sem ga pokazal, kot princip delovanja je v bistvu enak kot na katerem delujejo vsi kalorični regeneratorji. Skratka, v prvi fazi material obremenimo, potem preko njega v cross flow oziroma v križnem toku prečrpamo medij za prenos toplote, ki je voda, material, regenerator razbremenimo, cevke se ohladijo in potem prečrpamo vodo v protitok. Ne. Tako nekako izgleda takšen elastokalorični regenerator, ki je velik približno takole. In zdaj nekako bom še pokazal, kako tak regenerator deluje, posnet ponovno s termokamero, ne. To primer delovanja toplotne črpalke, skratka na začetku je vse na sobni temperaturi, potem pa začnemo na hladni strani črpati okoliško temperaturo okoli 20 stopinj in material, topla stran regeneratorja se začne segrevati, s čimer lahko v bistvu črpamo toploto torej iz 20 stopinj na preko 50 stopinj smo tukaj dosegli. To sicer ni isti eksperiment, ker tukaj je bil regenerator izoliran, tukaj pa zaradi posnetka ga nismo izolirali in lepo vidite, kako se v bistvu vzdolž regeneratorja vzpostavlja temperaturni razpon. Zdaj, če mi postavimo to nekako v kontekst ostalih kaloričnih naprav, razvitih do danes, ne, tukaj primerjamo največji temperaturni razpon naprave in pa največjo specifično hladilno moč, sploh na enoto mase kaloričnega materiala, ne, in oba ta parametra so zelo pomembna, ker mi želimo črpati velike količine toplote pri velikem temperaturnem razponu, ne. In vidimo, da je v bistvu naš prototip v bistvu dosega najboljše skupne karakteristike od vseh do zdaj izdelanih kaloričnih naprav. Nekatere sicer dosegajo večje temperaturne razpone, ampak pri zelo majhni specifični moči, nekatere dosegajo večje specifične moči, ampak pri zelo nizkem temperaturnem razponu. Zdaj v zadnjem delu projekta pa snujemo en tak predindustrijski prototip, vseboval bo 4 takšne regeneratorje in tukaj je pa nek tak unikaten pogonski sistem, ki bo omogočal ustrezno obremenjevanje in učinkovito razbremenjevanje teh elastokaloričnih regeneratorjev. Tako, nekako to je z moje strani vse. Hvala za pozornost, upam, da sem nekako vam predstavil problematiko hlajenja, da sem predstavil nekako alternativne tehnologije hlajenja in upam, da se bomo lahko v prihodnosti nekako vsi dobro hladili brez slabega učinka na okolje. Sočasno bi se tukaj zahvalil seveda tudi sodelavcem na projektu, 3 doktorski študenti so delali na projektu, Žiga Kčin, Jan Cerar in pa Luka Porenta, ki je pred kratkim doktoriral, in pa 3 raziskovalci, postdoki, Parhan Kibirifar, Stefano Daloljo, ki je tamle z nami in ki je tudi domačin tukaj iz Vipave oziroma z Vrhpolja, in pa dr. Andrej Žerovnik. Tako da hvala za pozornost. Hvala lepa za ta vpogled v mogoče nekoč nove tehnologije ohlajanja. Jaz predlagam, da se kar lotimo diskusije. Kdo ima kakšen komentar, kakšno vprašanje? Ja, hvala za lepo prezentacijo. Torej, govorimo o hlajenju, ampak verjetno se da to aplicirati tudi na ogrevanje, če prav razumem, ne? Seveda, se to je ista stvar, ne. Prej sem kazal toplotno črpalko v bistvu, ne. In toplotne črpalke so v bistvu veljajo za obnovljiv vir energije, ne. Ker so že toplotne črpalke, ki jih poznamo danes na osnovi kompresorske tehnologije, ne, imajo COP med 2 pa 3 recimo, ne. Kar pomeni, da je to 2 do 3-krat boljše od tega, kot če bi se mi ogrevali z elektriko, ne. Ali pa bog ne daj recimo s plinom ali pa s čem podobnim, no. Tako da sigurno, ne, je pa tudi tukaj možnost za napredek, ne. Mi bi želeli toplotne črpalke, ki imajo COP 4, 5,
in ne vsebujejo okolju škodljivih hladiv, ne? Ker pri toplotnih črpalkah bomo prišli do problema, da bo čez 10-20 let samo CO2 lahko uporabljeno kot hladilno sredstvo, ki pa bo še znižal učinkovitost napram toplotnim črpalkam, ki jih poznamo danes. V primerjavi z eno klasično toplotno črpalko, ki danes stoji pred hišo, kakšna je bila ta naprava? Verjetno bistveno manjša, kot sem lahko razumel iz specifične moči, malenkost bolj tišja, še zmeraj ima pa neke gibljive dele. Ja, zdaj, koliko bo tiha, ne bi znal obljubati, no, zdaj, recimo, sigurno brez vibracij in brez nekih motečih šumen lahko deluje elektrokalorična naprava, ne, ker mi lahko enostavno apliciramo električno polje. Zdaj magnetni hladilniki pa elastnokalorični hladilniki še vedno imajo to rotacijo, ne, tako se pravi neke mehanske gibanja vedno bodo, kar je vedno povezano z nekimi vibracijami, ne, zdaj upamo, da bo to manj slišno kot kompresor. Zdaj o sami kompaktnosti tudi je težko primerjati, ne, zdaj ste videli, kakšna je prva klimatska naprava bila takrat v prejšnjem stoletju, ne, celo sobo je zasedla, ne, tako da težko je konkurirati z nekimi novimi tehnologijami, ki so vse posod prisotne in zelo optimirane stroškovno in tudi proizvodne so zelo optimirane, tako da predvsem verjamem, da so te tehnologije bolj okolju prijazne, kar verjamem, da bo nekako v prihodnosti v želji po nekako brezogljični družbi prevladali in bo to nekako odprlo vrata na trg tem tehnologijam. Dejstvo je, da ekonomsko gledano niso primerljive, ne, zdaj predvsem pozabil sem omeniti, recimo magnetni hladilniki temeljijo na redkih zemljah, ne, in magnetokalorični materiali in permanentni magneti, skratka magnetni hladilnik, ki sem ga pokazal, stane 10.000 evrov, ne, vsaj prototip, ne. Zdaj mogoče z neko optimirano proizvodnjo lahko to znižamo, bistveno pa ne, ker so cene redkih zemelj zelo visoke danes. Hvala lepa. Se pravi za tale elastokalorični prototip, ki si ga kazal, kakšna je ponovljivost, pa kakšen je COP oziroma relativen COP? Ponovljuje se zelo dobra, mi smo izvedli skoraj 500.000 ciklov, brez da bi se, pa smo neko napako, smo ga preveč obremenili, pa je počel, ampak do neke določene sile lahko regeneratorji, dokazali smo 500.000 ciklov, no, pa verjamem, da bi še več, lahko nobenih degradacije ni bilo, nobenega poslabšanja delovanja med ciklanjem, ne. Zdaj glede COP-ja je pa tako, ne, zdaj uporabljamo materijale, ki so dostopni na trgu, se pravi to je nikel titan, ki na svetu je mogoče 5-6 podjetij, ki te materijale proizvajajo, predvsem za medicinske aplikacije, ne, iz teh cevk v bistvu delajo stente za žilne opornice, ne, mi jih uporabljamo kot hladilnik ali pa kot aktuatorji, tako da cena je visoka, visoka je predvsem zato, ker so res natančno narejene, ne. V osnovi nikel pa titan, kila nikla titana je 35 evrov. Nisem rekel cena, mene zanima. Vem, pridem dokaj. In te materijali niso optimirani za uporabo v hladilnih napravah, imajo preveliko histerezo. Obstajajo študije, kako to histerezo znižati, naš COP je okoli 1 trenutno, pri tam 20 stopinj razpona, je pa to skratka velik del tukaj pade na notranje izgube zaradi histereze, ne, in modeli kažejo, če uporabljamo material brez histereze, COP skoči takoj na 5-6, ne. Tako da tle rabimo, naslednji preboj je pa, zdaj nekako smo dokazali koncept, kako lahko stvar deluje, rabimo pa naslednji preboj na področju učinkovitih materialov. Zdaj si skušam predstavljati, katero histerezo imaš v misli. Tukaj je histereza tisto, kar si prej kazal, tudi zaradi uklona? Ja, no to je histereza, ja. To. Se pravi, tega najbolj levega zdaj uporabljate? Ja, tega, kar je noter, ne moramo regenerirati, to je notranja izguba, ne. Vse, kar je pod to krivuljo, lahko koristno uporabimo v naslednjem ciklu, ne, kar je pa znotraj, se pa zgubi, ne. In to ubije COP v bistvu, ne. Razumem. Pa čisto naivno vprašanje, zakaj so jih cevke najbolj, Cevke imajo dober kompromis da so tankostenske lahko, pa še vedno stabilne med tlačnim branjevanjem. Obstajajo boljše oblike. Zakaj pa ne lukence?
Zdaj, cevke? ja, lahko bi tudi naredili, recimo, lahko bi imeli blok, pa luknje noter naredili, ne? Ampak potem bomo mogli vodo črpati skozi isti element, kot ga obremenjujemo. In tle se bo veliko toplote izgubilo v to veliko maso, ki mora zagotavljati velike sile. Zato smo hoteli najti koncept, da bomo lahko vodo iz strani črpali. In to se je zaenkrat izkazalo kot najboljše. To je čisto praktično. Tako pa lukence tako, pa tako. Ja, pa med obremenjevanjem ni več homogene porazdelitve napetosti, če prebijemo material vmes. Tako da to so čisto taki praktični problemi, s katerimi se srečujemo. No. Imamo v mislih tudi bolj učinkovite oblike, no, recimo nagubane ploščice, ne, ki bi še vedno bile nekako uklonsko stabilne, ne. Ker problem cevke je to, da vodo črpamo samo okoli njih, ne, in tako izgubimo pol površine za prenos toplote. Tako da raziskujemo naprej možne oblike, to je pa vse vezano za proizvodnjo teh materialov, ne. In zdaj gledamo 3D printing mogoče, da bi to tudi so zadnja leta zelo napredki bili na tem narejeni, no. Ja. A je ta histereza posledica fazne transformacije avstenitne Ja. tenzitne? Ja. Ne? Kaj pa, To je če- notranje trenje v bistvu, ne. Ja, mislim, fazne transformacije imajo tipično Ja, ja. Zdaj, kaj pa polimeri sami kakšni, kjer pa ne bi prihajalo do te fazne transformacije v smislu kristalografske spremembe, tako. ampak zgolj entropijskih. Urejanje, zgolj ja. Zdaj polimeri so zanimivi po svoje, histerezo imajo še vedno, manjšo, sile za transformacijo je zanemarljivo majhna, ne. To je en problem elastokaloričnih hlajenj tudi, da rabimo velike sile za transformacijo, ne. Problem polimerov je, da rabijo v bistvu 500% deformacijo. Ne, hladilnik bo tako delal potem, ne. Skratka, ni praktično, no. Velike izgube imamo pri črpanju vode, tudi to smo že probavali, smo razmišljali, ampak izkazalo se je, da v bistvu so zlitine, ki imajo transformacije samo tam 4-5%, no, bolj praktične za delovanje, vibracija je bolj praktična kot pa neko ogromno nihanje teh polimerov, no. Ja. Ja, mislim, veliko tehnologije, ne, kjer so ravno materiali problem. Ja. Ker so materiali problem. Tudi, če pogledam magnetokalorične sisteme, ne, jaz tam seveda materiali so ekstremno dragi in to so tudi navsezadnje kritični in strateški materiali danes. Tako. Ampak meni še en drug problem se mi tam pojavlja, ne, to magnetno polje, ki ga ne moramo mi omejiti, verjetno to magnetno polje se razširja v prostor. Ja, pa ne. To so Ne. visoka polja. Ja, to so med 1 pa 1,5 Tesla, kar je zelo veliko, ne. Ja. Ampak ne, te magnetne strukture so res optimirane, ne, tako da že par centimetrov izven te zračne reže, ne, je polje praktično nič, ne. Tako da to je dovolj varno, no. Zdaj mislim, da se nekih poškodb, nekih problemov zaradi tega še ni bilo, ne. Ker želimo pametno uporabiti magnetno polje, ne, ker želimo, da je v zračni reži visok 1,5 Tesla, par centimetrov izven zračne reže, ki se bo material pa demagnetiziral, ne, želimo pa, da je skoraj nič, ne. In dejansko so strukture tako narejene, da vodijo te magnetne silnice res v samo določena področja, stran od teh področij pa polje nično. Še eno vprašanje imam, kakšna je bila teža vašega sistema, če je bil primerljiv z današnjim kuhinjskim hladilnikom? Prototip bo koliko, Stefano? 150 kg in bo dosegel, upamo, 500 vatov, kar pomeni, da je približno mogoče 5-krat težji do 10-krat težji od kompresorskega sistema, no. Ampak to je še vedno na nivoju prototipa, no, tako da sigurno bo težji, sigurno bo manj kompakten, no. Ampak vedno se vračam, potem gledam, kakšni so bili prvi parno-kompresorski hladilniki, ne. Tudi so bili ogromni, ne. Ja. Iz začetka, ko si kazal tiste materijale, ki se bojo zdaj po tej zadnji konvenciji lahko še uporabljali, recimo izobutan, Propan, pa CO2. propan, pa CO2. Ampak potem sem izgledal na uni osi, tisti je bila, se pravi, zero osa, ne. Kako? Mislim, ni šla do nule, no, je bila pri 2,5 ali kje se je COP začel tam na unem. Ja. Kar pomeni, da ima recimo, ne, zdaj jaz kot naiven fizik bi rekel, da če mene vprašaš,
pol imam jaz rajši CO2 v hladilniku, a ne, ki ima 10% nižji faktor učinkovitosti kot pa izobutan. Zdaj a je to res, a je pri CO2 sam ta problem, 10% nižjega CO2? Ne, dva problema sta, ker nista tleno zajeta v bistvu. No. CO2, zdaj tlaki na strani kondenzacije pri klasičnih sistemih, pri vseh ostalih hladilnih sredstvih so okoli 10 do 15 barov, CO2 zahteva 100 barov tlaka. To je ena stvar, samo to ni tak hud problem. Večji problem je to, da CO2 deluje s tako učinkovitostjo samo do temperature 32 stopinj Celzija. Če je temperatura tople strani na 32 stopinj Celzija, kar v večini primerov v bistvu tam, kjer rabimo hlajenje je, COP pade na 1, ker deluje v transkritičnem področju in je COP zelo, zelo slabši. No, zdaj sicer delajo kolegi rešitve, kako to zboljšati, no, z nekim podhlajevanjem in tako naprej, skratka se da malo to dvigati, no, ampak CO2 je, skozi se ga otepali, no, ja, ne povej vsega, skozi se ga otepali, CO2 kot hladiva, zdaj so pa na koncu prišli do tega, da je to edini možen, no. No, vprašanje bi bilo, zdaj imamo te hladilnike, kakor češ jih je, ne? Ampak ti bojo težji, to smo že slišali, zdaj so, zanima me, ti materijali niso vsi taki dostopni, ampak a je to možno, da se v bodoče ta stvar zamenja s to tehnologijo, govorimo o teh eksotičnih materijalih, o magnetih je že bilo rečeno, vse funkcionira, ampak a je tle možnost, da bo ta stvar, zdaj se to dela še težko vprašanje za bodoče? Mislim, težek, odgovor je težek, ne vem, kaj ne rečem. No. Jaz verjamem, da je možno, posebej za neke nišne aplikacije, recimo v avtomobilih. Ne. V avtomobilih butana ne bo se smel uporabljati, niti CO2 verjetno. Ne. Zaradi visokih tlakov, če se bo se zaletel, bo avto eksplodiral, če bo not butan. Ne. Skratka, so aplikacije, za katere verjamem, da bo ta tehnologija recimo v 10 letih vstopila na trg. Verjetno ne bomo zamenjali gospodinjskega hladilnika s tem, ker gospodinjski hladilnik je v bistvu plunek v morje tukaj, ne, porab 50 do 100 vatov moči in je s tem v bistvu 30krat manjši od klimatske naprave. Ne. Ključno so klimatske naprave. Je važna tudi teža. Seveda, ampak za toplotno črpalko ali pa neko klimatsko napravo, ki bo hladila večstanovanjsko zgradbo, 100 kil ne dela razlike. Ne. To je bo tam stal 10 let, važna je seveda cena, ne, ampak sama masa po moje spet za nekatere aplikacije ni ključna. No. Če nimamo nič več, bi jaz za konec eno pesimistično, se upravičujem. Ja, prosim, Namreč segrevamo ozračje z vsemi možnimi načini sežiganja fosilnih goriv in tako naprej. No, in potem mi hladimo naše prostore in s hlajenjem naših prostorov mi segrevamo dodatno. Ja, vse sem povedal, ne, hlajenje, ja. In ker ga še dodatno segrevamo, nekoč potrebovali še več hlajenja. Ja, tako. Mi smo prav v začaranem krogu, ne. Enostavno nam te stvari uhajajo iz rok. Tako. Se strinjam. Dobro, bolj učinkoviti hladilni sistemi lahko seveda bolj malo zavrejo ta proces. Se strinjam, ampak znam sem pa zanimivo, eno drugo, a ste hotel še kaj? Ne, sem eno zanimivo študijo bral, da mraz ubije še vedno 10krat več ljudi kot vročina. No? Tako da Katera je pa najbolj nevarna substanca na svetu? Ja. Voda. Največ ljudi ubije, no, ja. Dobro, no, končali smo s kančkom humorja, zahvaljujem se Hvala lepa. enkrat in želim veliko uspeha.